bi rad povedal predvsem to, da nam je zelo v bistvu veselje to, da smo nek album, katerega smo pristopali na začetku tako z nekim strahom, no, kakor v slovenščini smo se nekako vsaj ta leta izogibali kot jeziku, v katerem raznih blues in rock komadov, ki smo jih ni čutili, ne moramo izraziti ali pa zaigrati na tak isti strasten doživet način. Tako da rad bi povedal, da je bilo to ustvarjanje zanimivo, kajti dobili smo nov plat za vaje, ki se nahaja malo na obrodu Ljubljane, pri Tacnu, to je stara štala. Včasih so bile noter živina, zdaj imamo noter račevalce, bobne in mikrofone. Kupili smo eno staro mešalko in nekaj mikrofonov po nizki ceni in se odločili, da bomo sami začeli s svojo produkcijo. Hvala vsem, da ste prišli še z moje strani. Jaz moram začeti s tem, da sem res hvaležen, da sem lahko del toliko dobre družbe. Dobil sem z bendom še 3 najboljše prijatelje. Družimo se vsak dan, res uživamo v tem, da ustvarjamo, da se družimo, kot sem rekel, da delimo življenje, da gremo skozi tako eksperimentiranje, kot je ta album. In zanimiva zgodba zdaj, jaz sem se z veseljem pridružil s tem bendom, da se greš družiti, da greš delati tako muziko in potem gremo celotno projektov čisto eksperimentalnega v slovenskem jeziku. Pa še vsaka pesem na albumu je čisto svojstvena. Mi smo šli skozi žanre, tukaj malo smo se sprehodili, malo smo videli. Še nekaj v mojem imenu. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste pomagali posnet ali pa kakorkoli sodelovati na tem albumu. Hvala Darjetu za videospot, zdaj ta drugi naj bi bil še boljši, tako vsaj upamo. Predvsem je pa fajn, da smo dobili Neša. Človek je živel v Berlinu, mi smo ga mogli kot gastarbeiter pripeljati nazaj, urediti papirje. Še zdaj nismo čisto do konca matično že vaša, pa je že davčno v slovenskem prostoru, ampak ta naloga oziroma ta misija še vedno poteka. Upam, da bomo hmalo zgrihte, da boš imel tudi najih naslov v Sloveniji. Drugače pa on Berliner, tako da